pozdrav. Jezus s svojimi učenci. Toda med vami so nekateri, ki ne verujejo. Jezus je namreč vedel od začetka, kateri ne verujejo in kdo ga bo izdal. Govoril je: zaradi tega sem vam rekel, da nihče ne more priti k meni, če mu ni dano od očeta. Po tistem je veliko njegovih učencev odšlo stran in niso več hodili za njim. Jezus je tedaj rekel 12: ali hočete tudi vi oditi? Simon Peter mu odgovoril: Gospod, komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš in mi verujemo in vemo, da si ti sveti od Boga. Recimo, da si pri verouku in katehistinja vpraša: naštejmo nekaj Jezusovih lastnosti, kakšen je bil po značaju. Kaj bi rekel? Najpogostejši odgovor, ki sem ga dobil pri verouku, je bil prijazen. No dobro, saj je bil prijazen, toda iz branja njegovega življenjepisa ne moremo razbrati, da je to zanj najbolj značilno. Če bi recimo rekli odločen, iskren, povezan z očetom. Iz današnje besede razberemo, da je poleg tega, da je odločen, še zahteven. Ravno zaradi tega na dan pridejo neverjetne stvari. Kratka zgodbica. Na robu male oaze je začela poganjati majhna palma. Rasla je počasi, ker je bila kar precej oddaljena od izvira vode. Druge so rasle hitreje. Potem pa še udarec. Prišla je karavana in neki turist, ki je videl, da ta palma nima prihodnosti, je dal na njo velik kamen. Karavana je odpotovala in čez mnoga leta se ta starejši možakar vrne tako nazaj v to avanturo, v to oazo in osupne. Na mesto, kjer je pričakoval kamen, ki ga je položil na palmo, je stalo čudovito, mogočno drevo. In neverjetno, na vrhu drevesa je prepoznal tisti kamen. Kaj se je zgodilo? Majhno drevo ni moglo rasti kvišku, zato je raslo v globino, tja, kjer je lahko, v korenine. Tako globoko, da je prišlo do vode. Od tod moč in pokončnost iz njenih korenin. In tudi iz stiske, ki jo je doživljala. Pregovor pravi, da bi vsi radi bili kristjani ob Jezusu pri zadnji večeri ali ob kakšnem čudežu. Redki pa z njim na veliki petek, ob njegovem trpljenju. Podobno se ne bi radi lotevali težkih vprašanj. Stežka verjamemo, da je Jezus Božji sin. Težko, da je umrl in vstal. Ampak vsaka stiska nas vabi ravno k temu, da odrinemo na globoko in v srcu rečemo: moja vera je šibka, tudi ti, Gospod, veš, rad bi veroval vate. Še več, hočem verovati vate. Pomagaj mi, Gospod. Pa močan začetek novega šolskega leta. Bog te živi.